kombi. Kaj pa je največkrat na tvojih potovanjih prevozno sredstvo? Ni to tako, ne? Če si mislimo o svetovni popotnik, gre na Brnik ali pa ne vem kam in se odpelje in je to. Zadnje čase dosti krat se odpeljem z Brnika ali pa večkrat kakšen Minhen ali pa Dunaj ali kaj takega, Benetke. Ker pač, če hočeš posluham do nekam, je treba toliko in toliko časa. Drugač pa teh kombi je bilo kar nekaj. Enkrat nas je šlo iz Ljubljane 4 oziroma 5, ker je eden za nami prišel, ker je imel tukaj prometno nesrečo, pa je potem šele pasoš dobo in tako naprej. Nazaj nas je pošlo 10 potem. Drugič nas je, kakšnih 5 česka smo šli v Indijo s kombijem. S tem, da nismo vedno prišli do Indije tudi, ampak to so dolge zgodbe. A je to en čar, da v bistvu greš na popotovanje in ne veš, kaj te čaka, kot si rekel sam, ne veš niti, ali boš prišel na cilj, ali se boš moral vmes kje obrniti. Kolikrat se ti je to zgodilo, da se tvoj plan ni izpolnil? Oziroma, koliko sploh do potankosti imaš plan izdelan, ko greš? Zanimivo je to, da vedno veš, kam greš in vedno imaš natančno narejen plan, pa nikoli ga ne izpelješ niti približno. Kar je seveda po svoje tudi dobro, ker bolj kaj napetega ali pa negativnega, bolj imaš dobre spomine na tisto potem. Oziroma bolj, ker se ti kaj šokantnega zgodilo, bolj zanimivo je potem, ko si enkrat preživel, če si preživel. Včasih je šlo že kar precej na tenko, ampak skratka. Idealno je, če bi naprej vedel, da bo živ ostal, potem bi res ogromno tvegal. Pa spet tako je, parkrat sem šel z dekletom, takrat se mi praviloma zgodi 10krat manj, kot pa če grem sam. Žensko treba imeti ob sebi, si neskozi govorila. Ja, ali pa ne, kakor se vzame. No, iz izkušenj zdaj, kad si povedal, ali pa mogoče... Ja, bolj zanimivo je, če jo ni, ne? No, ja. Ne, ker moški imamo, tudi če ena ženska pa 10 moških, vsi imamo nekakšno biološko tendenco k temu, da postanemo zaščitniški, če je ženska zraven. Enostavno ne tvegam, tudi sami ne, sploh niti ne pomislimo, da bi kaj naredili, kar sami komot naredimo. Tako pa drugač tvegaš, ne? Je veliko lažje kakšno stvar narediti. Bi včasih skoraj moraš tvegati. Predvsem je zanimivo živeti, če imaš malo denarja, ne? Jaz sem si imel, kaj vem, sam s sabo ali pa s drugimi tekmoval v začetku, s kako malo denarja sem sposoben prijeti, recimo do Nordkapa ali pa kaj takega, ne. Se pravi, vedno zunaj spat, kar potem prinaša tudi kakšne negativne dogodke včasih, pa jest več ali manj pač v samo postrežbah ali pa kaj takega. Če je kdo zelo klošarsko razpoložen, lahko čisto zastojen živi, hodi na trg, ko sta takrat ob 3, ko zaprejo tržnico, pa je tisto, kar je ostalo, ali pa kaj vem, prosi koga. Poznam tudi take, ki sploh čisto brez denarja hodijo okrog. A si moral kdaj na svojih potovanjih prositi že zaradi potrebe, da je denarja zmanjkalo, da nisi imel hrane? Nisem tako, da ne. Ampak ni bilo nuje, mislim, to me zanima. Ni bilo, no. Oziroma tako, ja, enkrat sem pa res prišel v Pariz brez ficka praktično. No, se zato je. In sem potem nameraval štopati domov, pa sem šel na takratno jugoslovansko ambasado, če mi kaj posodijo, tam pol vrno. So rekli, da ne bi. Potem sem pa štopal, ravno toliko denarja sem še imel, da sem zadnji film kupil in še tistega sem lahko kupil samo 20 slikovnega, nisem imel za 36. Tako sem bil praktično z 2-3 franki, pa nekaj drobiža, 5 kron je še največ gledalo, ko sem ravno iz Danske prihajal. Potem sem pa, jasno, vsak, ki sem ga naštopal, sem mu to povedal in sem celo enkrat 50 frankov fasal, kar tako. Tako da ja, pravzaprav. A se te usmilo in je rekel... Ženska mi je dala 50 frankov, sem rekel, ne, bog ne daj, ampak je rekla, ja. In te je rešila in ti olajšala pot nazaj do doma. Vse bi preživel, ne, malo lačen bi bil, potem sem se še ustavil na kakšnem Guru Maharadži, če ste kdaj slišali, na kakšnem festival meditacije v Švici. To je bilo tisto leto, ko sem se na faksu pisoval, bil pa že konec septembra, pa k sreči na filozofiji so stvari precej počasne, tako da nisem kaj dosti zamudil. Ampak potem me še na istem potovanju niso spustili v Italijo, ker so vprašali, koliko denarja pa imaš tam pri Brennerju, če veste, pod Innsbruckom. In sem imel 5 kron pač, ne, pa 2 franka, ki ne boš šel noter in sta narisala rdeč križ čez tisti žig in pripovedano mu je vstopiti v Italijo, ga imam še doma spravljenega. Sem potem čez celo Božjo Avstrijo, kar je zelo daleč, pač veliko hitreje bi čez Italijo prišel. A imaš seštete vse kilometre? Veš, da imam. No, da slišimo to številko. A ja, zdaj pa imam nekje napisano, ne vem, kje točno sem zdajle, ja, ker sem ravno zadnjič pisal, čak mislim, da je okrog 17krat okrog Zemlje, nekaj takega. 17krat okrog Zemlje? Ja. Se pravi, krat 40 tisoč. Krat 40 tisoč, hvala. Janin, zanimive stvari, še se bomo danes pogovarjali o teh tvojih potovanjih, zdaj pa je čas, da gremo ponovno na oglase. Res je, po oglasih podpiranje sefa, še vedno v sefu 8300 evrov, ki čaka na nekoga izmed vas, po oglasih 08 0 8 8 8 8.